Živjo, jaz sem Leonida, soavtorica knjige Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Veliko staršev k nama pride na posvet in veliko staršev sprašuje, kako naj naredim stik z mojim otrokom, če je stalno tiho, če se ves čas zapira v sobo, če reče, da je okej, izgleda pa, kot da bi ga povozil vlak. Kadar ga kaj vprašam, ima pa samo 3 možne odgovore. Prvi odgovor je: v redu. Drugi možni odgovor je: daj mi mir, pust me na mir. Tretji možni odgovor je: vseeno mi je. Starši s temi odgovori seveda nismo zadovoljni in poleg tega si jih še po svoje razlagamo. Kaj si razlagamo, ko otrok reče: v redu sem, zgleda pa, kot da ga je povozil vlak? Rečemo si: noče mi povedati iskreno, sigurno je nekaj narobe. Laže, prikriva, nekaj ima za bregom. Ali pa ima neke slabe novice in jih noče povedati. Ali pa je mogoče v stiski in kakšen starš sem jaz, da on noče tega z mano deliti. Kadar nam reče: pust me na mir, si rečemo: mulc, tako nespoštljivo se pa že ne boš obnašal. Ne bom ti dovolila, da se tako z mano pogovarjaš. Kakšen je to odgovor: pust me na mir, če me ne zanima, kako si ti? Pa če me zanima, kakšne ocene si danes dobil v šoli. Ne moreš se tako nespoštljivo z mano pogovarjati, to ti bom zdaj preprečila. In kaj se zgodi? Začnem mu še bolj težiti. In tretji možni odgovor, ki nam ga dajo, je: vseeno mi je. In ko nam otrok reče nekaj takega, to je najhujši možen odgovor za starše. Ker vseeno mu je, nikoli v življenju se za nič ne bo potrudil, nima nobenega smisla, nima nobene strasti, samo na računalniku bi bil, samo igrice bi igral ali pa bi gledal televizijo. In to bi delal cele noči, podnevi bi pa spal. Za šolo mu je vseeno. Kje sem ga polomila? Kaj je narobe? Nekaj moram narediti, to ni v redu. In kaj naredim? Začnem težiti. V resnici v njihovem svetu ti 3 odgovori pomenijo: v redu sem. Pomeni: v redu sem. Samo utrujen. V redu sem in nočem govoriti o stvareh, ki niso v redu. Zato, ker se nočem počutiti, da nisem v redu. Občutek imam pa, da ti hočeš slišati samo to, mami. Odgovor: pusti me na miru. V njihovem svetu pomeni: pusti me na miru. Dejansko samo to. Rabim mir. Ne da se mi zdaj ukvarjati z neumnimi vprašanji. Ne da se mi ukvarjati s tem, kar ti hočeš slišati, da nekaj ni v redu. Rabim počitek, mir in tišino. In ne rabim zateženih vprašanj. Daj mi mir. Tretji odgovor: vseeno mi je, ta za starše tako katastrofalen odgovor, pomeni: ne želim se s tabo pogovarjati o mojem neuspehu, ker me ne spodbujaš. Občutek, da je life beden, itak že imam. In ne rabim še občutka, ki mi ga vzbujaš ti, da iz mene nikoli nič ne bo. Vedenja, ki spodbujajo stik in komunikacijo, so: očesni stik. Glejte vaše otroke v oči. Ko so majhni, počepnite, da jih boste lahko gledali v oči, ali pa jih vzemite v naročje. Ko sedite z vašimi otroki za mizo, naredite očesni stik. Ko se peljete v avtu in stojite na semaforju, poglejte vašega otroka v oči. Če bo on gledal naravnost, se bo enkrat obrnil. Ne obupati. Ne obupati. Potem je pomembna naša prisotnost. Kaj to pomeni naša prisotnost? Ne to, da mi sedimo fizično za mizo zraven njega. Pomembno je, da smo prisotni tukaj noter. Da smo v zavedanju, da smo zdaj tukaj z našim otrokom. Če je najstnik, mogoče govori neumnosti. Če je majhen, kar naprej sprašuje in nam para živce, zakaj je to tako, zakaj je to tako, zakaj je to tako. Ampak otroci nas potrebujejo in stik z njimi naredimo tako, da smo prisotni, da jih zares poslušamo, da odgovarjamo na njihova vprašanja, da se odzivamo na njihove neumnosti.
na tak način, da jim ne damo sporočila, to je pa res neumno. Ampak da smo radovedni starši, ki sprašujemo in nekako spoznavamo našega otroka. Veste, včasih so neumnosti tudi provokacije. Včasih so neumnosti namerno narejene zato, da bi nas najstniki odgnali stran. Zato, ker se ne počutijo varno z nami. Še ena stvar, ki je zelo pomembna, da lahko imamo z otrokom stik, je dotik, je objem. Ne govorim o tem, da visimo našemu otroku za vratom. Ampak recimo, ko pride z šole, namesto da ga vprašamo, ti, a ste dobili matematiko nazaj? Ali pa da mu rečemo, kako pa je bilo v šoli? Ali pa kaj pa imaš za nalogo? Da se ga preprosto samo malo dotaknemo in rečemo, a si doma? A veš, koliko sem te vesela? Dobrodošlica, telesni stik. Če dovolijo, da jih objamete, ga pa še objemte, če ne dovolijo več, ga pač ne morete objeti. Ampak iz moje izkušnje se otroci zelo radi objamajo, ko imajo starši stik. Več zgodb iz življenja, več razlag teh zgodb in še več rešitev najdete v knjigi Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Knjigo lahko naročite na spletni strani www.vezal.si. Dobrodošli.